Kot vidite, pa imamo danes prebrane celice v živo, saj je čas praznikov in druženja. In kot nalašč za praznično branje je mala knjiga o ljubezni, ki se dogaja prav v božičnem času. Kratek opis gre nekako takole. Sredi najbolj obupno mrzle zime Freda greje misel na Elso, kuštravo deklico. Ja, toplo mu je tudi, ko nekaj predrznega in pogumnega ušpiči v šoli, ko pomaga sovaščanu prodajati smrečice in lahko eno izbere še zase. In ko z mamo čakata na praznike, na božič in tiho upata, da se vrne oče. Da bodo skupaj praznovali praznike, svobodo in varnost. Fred je pogumen najstnik, ki živi na Švedskem v času druge svetovne vojne. Juž, kaj ti je bilo poleg njegovega poguma in navihanosti še všeč? Veš, kaj mi je bilo zelo všeč? To, da se je zaljubil v deklico Elso, ki ni ena taka tipična deklica, ni najbolj popularna na šoli, ni najpametnejša, ni najlepša, ampak njemu je bila pa najljubša. Ja, to je bilo tako lepo sporočilo knjige. Ljubezen je pravzaprav nad vsem tem. Ne morejo neki zunanji dejavniki odločati o tem, v koga se bomo zaljubili, ampak nas lahko vodijo le naša notranja občutja. Ja, in preprosto veš, ko ti je nekdo všeč. In knjiga je tudi dokaz, kako ti domišljija lahko pričara lep dan ali pa te zbliža z nekom, ki ga ta trenutek ni ob tebi. Tukaj verjetno misliš na Fredovega očeta? Ja, on je seveda odsoten, je v vojni, tam se bori, je pa tam en zelo ganljiv prizor, kjer se Fred v bistvu pogovarja s svojim očetom v garderobni omari, njega tam niso, samo obleke in pa seveda zvok cevi iz hiše. Pravzaprav se pogovarja sam s sabo. Pravzaprav se pogovarja sam s sabo. Ja, in veš kaj, jaz mislim, da so takšni pogovori kar najboljši. Z nekom pametnim se moraš pomeniti, a ne? Ja, dobro. Sicer pa, ko nekaj povemo na glas ali pa lahko tudi napišemo v dnevnik, s tem si nekako razjasnimo misli in naša občutja oziroma razmišljanja postanejo lažje rešljiva. Ja, še veliko več bi se lahko takole na glas pogovarjala o tej knjigi, ampak zdaj je čas, da na glas zastavim vprašanje, na katerega boste morali odgovoriti glede na najin klepet, dragi tekmovalci. Vprašanje se glasi: božični čas nas navdaja z upanjem in koprnenjem po izpolnitvi najbolj skritih želja. Na kaj čaka Fred? A. Na častno premirje med vojskujočima se stranema in očetovo vrnitev. Na končno zmago očetove vojske in njegovo vrnitev. Na novo deklico, ki bo najboljša, in svobodo. Na dokončen poraz očetove vojske in njegovo vrnitev. Dobro, premislite in sklepajte glede na najin pogovor. In imamo dvakrat odgovor A. Ja, Fred čaka na vrnitev očeta, ki je bil mobiliziran v vojsko in bo prišel domov ob koncu vojne in porazu sil osi. Ja, mir je res nujen, ampak pravilen je odgovor D. Žal tokrat točk nisva podarila oziroma podelila.